Drugi korak. V prvem koraku smo rešili celotno spodnjo ploskev. V drugem koraku pa bomo rešili sredinsko ploskev. Torej, praktično vstavili bomo te 4 robove. Začel bom kar z oranžno-modrim, ki je tukaj. Priti mora sem med oranžno-modri center. Torej, premaknem ga nad oranžni center, tako da se barvni nalepk ujemata. Nato izvedem sledeči algoritem. U, R, U črtica, R črtica, obrnem celotno kocko za 90 stopinj. Izvedem U črtica, L črtica, U, L. In rob je vstavljen. Nadaljeval bom kar z zeleno-oranžnim robom. Ta rob pride sem. Je že nad pravim centrom. Torej, barve se ujemata. In tudi algoritem je enak. Nato nadaljujem z zeleno-rdečim robom. Ta rob mora priti med zeleno-rdeči center, torej sem. Zato ga moram obrniti pravi center. Tudi nad pravim centrom je že, ker se barvi ujemata, vendar je tokrat na desni strani. Prejšnja dva roba sta bila na levi strani, ta pa je na desni strani. Torej, algoritem samo zrcalen prejšnjemu. Torej, U črtica, L črtica, U, L. Obrnemo kocko za 90 stopinj v drugo smer. In izvedemo U, R, U črtica, R črtica. In rob je vstavljen. Vstavljamo še zadnji rob, modro-rdeči, ki pride sem. Obrnemo zgornjo ploskev, tako da se barvi ujemata. In izvedemo algoritem, ki ga že poznamo. In to je konec drugega koraka. Rešeni sta spodnji dve plasti. Tretji korak. Torej, zelo blizu temu smo, da ali rešimo kocko, ali pa uničimo vse, kar smo rešili do sedaj. Torej, v prvih dveh korakih smo rešili spodnji dve plasti. V tretjem koraku pa bomo nujno potrebovali zgornjo skico. Na zgornji ploski moramo prepoznati eno izmed teh slikic. V mojem primeru je to ruga. Vidimo, da ima tukaj dve rumeni barvi in pa tukaj 3 rumene. Siva polja na skicah pomenijo, da barve, ki so tam, niso pomembne. Torej, te barve niso pomembne. Nato izvedemo algoritem. R črtica, U črtica, R, U črtica, R črtica, U2, R. Nato ponovno poiščemo pravo stanje, ki je v mojem primeru prvo, in ponovno izvedemo algoritem. To ponavljamo tako dolgo, dokler na zgornji ploski ne dobimo x-a. Ko dobimo x, vemo, da smo končali tretji korak. Četrti korak. Torej, v tretjem koraku smo končali z x-om na zgornji ploski. V četrtem koraku bomo vse 4 robove pravilno obrnili. Torej, da bo celotna zgornja ploskev enake barve. Torej, na začetku četrtega koraka obrnemo plosko tako, da bo prejšnja zgornja stran postala sprednja stran. Nato prepoznamo 3 različna stanja. Vsa 3 so prikazana tukaj in vsako stanje ima določen algoritem. Ti algoritmi so precej skrajšani z 2 manevroma, ki sta napisana tukaj spodaj in bosta tudi tu stala. Zdaj bom šel skozi vsa 3 stanja in izvedel algoritme. Tole je prvo stanje, torej sam x. Algoritem, ki vam pripada, je
K zvezdica, F2, K, F2 in K zvezdica. Tole je drugo stanje. In algoritem je sledeči. K, F črtica, K, F, K2 in to je tretje stanje. Algoritem je sledeči. K, F2, K. Še enkrat sem zbral vsa tri stanja. Tukaj pa imate dva manevra. K in K zvezdica. To je konec četrtega koraka. Peti korak. V petem koraku bomo med sabo zamenjali štiri kote. Kot vidite, sedaj niso na pravih mestih. Najprej poiščemo eno ploskev, na kateri imata robova enake nalepki. Torej, recimo tukaj. To je dve plavi nalepki. Nato obrnemo zgornjo ploskev, tako da se ti dve barvi ujemata z ostalo ploskvijo. Recimo tukaj. Nato celotno kocko obrnemo tako, da ta dva kota gledata dol. Nato izvedemo algoritem. R, U črtica, R, D2, R črtica, U, R, D2, R2, F. Šesti korak. Torej, sedaj imamo rešene že vse kote. V zadnjem koraku, torej šestem koraku, bomo med sabo zamenjali robove. Lahko jih zamenjamo vse štiri ali pa samo tri. Če imamo samo tri, lahko zamenjamo na dva načina. V smerni urnega kazalca ali v nasprotni smerni urnega kazalca. V mojem primeru imamo v nasprotni smerni urnega kazalca. Kocko obrnemo tako, da bo tisti rob, ki je že v redu, obrnjen navzdol. Torej, tisti trije pa bo kazali navzgor, levo in desno. Nato izvedemo algoritem. U2, F črtica, K zvezdica, F črtica in U2. Če hočemo zamenjati v smeri urnega kazalca, uporabimo zelo podoben algoritem, za to razliko, da sprednjo ploskev obrnemo v nasprotno smer. Torej, U2, F, K zvezdica, F in U2. Če moramo med sabo zamenjati vse štiri robove, to izvedemo preprosto tako, da najprej zamenjamo tri, nato pa še ostale tri. Torej, naprimer, najprej bomo izvedel algoritem za zamenjavo treh robov v smerni urnega kazalca. Kot vidite, je tale rob rešen, ostali pa so še trije robovi, ki jih moramo zamenjati v smerni urnega kazalca. Torej, še enkrat izvedem algoritem. Juhu, kocka je sestavljena.